Znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Absolutno ste oganili, kaj bo tema. 10.10. 10.10 je vsako leto zelo pomemben datum. 10.10 vsako leto simbolizira res preteklosti. To, da puščamo neke stvari za seboj. Ampak je letos še bolj pomembno. Letos in naslednje leto bo 10.10 ključnega pomena za vse tiste, ki želite resnično korenito spremembo v življenju, ki želite začeti kreirati nekaj novega, boljšega, ki stremite k napredku in bom rekla tudi globalni spremembi. Letošnje leto vemo, da je zelo pomembno. Zaključujemo 9-letni cikel, zato pa imamo tak direndaj vse posod po svetu. Drugo leto stopamo v nov 9-letni cikel za človeštvo. Končnica je 6, poudarek bo na ljubezni do sebe. Ja, potrebno bom braniti svoje meje, se mi zdi, da na osebnem in političnem in še kakšnem drugem področju, ampak to je tema za kdaj drugič. 10.10 letos je pravzaprav portal prihodnosti. Število 10 je zelo specifično. Število 10 pravzaprav uvrščamo med karmična števila, ampak je edino pozitivno karmično število. Ravno zato, ker simbolizira res preteklosti. Se pravi, pustimo preteklost v preteklosti. Seboj vzemimo nauke, seboj vzemimo modrost. Težko boste srečali otroka, ki je moder. Modri ljudje so običajno starejši in so takšni, ki imajo zelo težke izkušnje za seboj. Kajti modrosti ne najdemo zgolj v knjigah, dokumentarcih in izobraževanju. Veliko se lahko naučimo, res je, ampak šola življenja je še kako pomembna. In v šoli življenja se pravzaprav naučimo, kako pomembna je odločitev. Ločimo se od drugih možnosti. Torej, dragi moji, 10.10 je fenomenalen čas, da resnično pustite neke stvari v preteklosti, se odločite in ločite od drugih možnosti. Alkoholik, ko se odloči prenehati piti, se to odloči za vse večne čase, do konca življenja. Torej, dragi moji, to bo zelo, zelo pomemben dan, prinaša nam pionirsko energijo, število 10 povezujemo z neodvisnostjo, samostojnostjo, enka je tista, ki simbolizira napredek, zato pa je podobna puščici navzgor. Ničla je tista, ki simbolizira potencial, ki vse nekako podvoji. To naredi tudi 9, kar je seštevek letošnjega leta. Torej, pravzaprav stopamo v dan, ki je zelo energijsko potenten. In če zdaj skupaj združimo število 10 in če rečemo, da prihajamo v neko intenzivno energijo, ki reže stran preteklost, ki podpira prihodnost. Pionir je tisti, ki raziskuje nepoznano, ki gre, ki je korajžen, ki je firpčen. Inovator je tisti, ki neznano ustvari. Vidite razliko? Inovator vidi sliko v svoji glavi in jo ustvari. Mnogokrat sta si ta dva izraza nekako jih napačno uporabljamo. Bodite inovator svojega življenja. Se pravi, ko pride 10.10, pa tudi že nekaj dni prej, oblecite se v svoje barve moči, v tiste oblačila, v katerih se počutite najbolj močni. Nadenite si tisti nakit, ki vas najbolj podpira. Imejte kristale, afirmacije, vse tiste stvari, ki so za vas krepostne, ki so za vas tiste, ki vam podarjajo neko podporo, potencial, neko zaupanje v sebe. In boostajte se seveda že pred 10.10. 10.10 naj bo resnično tisti dan, ko samo stopite v te energije in že točno veste, česa si boste zaželeli. In že točno veste, kaj želite pustiti, kaj želite ustvariti. Naj bodo te stvari v vas že izoblikovane. Kajti 10.10 je dan, ko bomo mi začrtali svojo usodo, ko jo bomo mi izbirali. Če se tega zavedamo ali ne, če bomo na ta dan aktivni ali ne. Naj vas opomnim, da pravzaprav smo v vsakem trenutku aktivni. Torej, bodite pionir, bodite inovator svojega življenja, inovirajte svoje življenje. To bo izraz za 10.10. Inovirajte svoje življenje. Kar pa pomeni, da se je potrebno predtem očistiti vsega, česar ne potrebujemo. Katere navade so tiste razvade, ki za vas niso zdrave? Drugo leto bomo rabili energijo. Drugo leto se bodo stvari premikale hitreje. Če bi prišlo zdaj do potresa,
do poplave, pa če ne bi bilo pomoči, recimo, da smo v divjini, preživijo najmočnejši. Zaradi nega svojega telesa, zdravje, fizična pripravljenost in kondicija so pomembni. Več energije boste imeli. Vsi ste, kaj preberemo v MMS-ih, a ne? Kava ne bo rešila vaših problemov, boste pa traparije lahko delali 2-krat hitrejše. Se pravi, kaj je tisto, kar bi bilo zdravo pustiti v preteklosti, katere razvade opustiti, kako spremeniti svojo prehrano, svoje gibanje, svoj način življenja pravzaprav. In ker stopamo v 2026, kjer bo poudarek na ljubezni do sebe, je zdaj enkratna priložnost, da pravzaprav raziščete, kdaj do sebe niste ljubeči. V ljubezen do sebe sodi tudi samodisciplina. Ja, seveda bomo sem ter tja malo popustili, pa se bomo malo pocrtljali, pa prihaja veseli december, o moj bog. Takrat bi zelo težko šli na nek detoks in pili samo zelenjavne sokove. Torej, dragi moji, kako ste lahko do sebe ljubeči, pa obenem tudi trdni? Šestica simbolizira materinstvo. Dobra mama ve, kdaj je potrebno biti strog, kdaj otroček potrebuje spodbudo, kdaj potrebuje kanček resnice, kdaj potrebuje objem, kdaj potrebuje počitek. Torej, dragi moji, bodite sami sebi dobra mama in nekako realno pogledajte svoj napredek zadnjih 9 let. Kje ste bili 9 let nazaj? Kaj vse ste dosegli? In kje želite biti čez 9 let? Vse to naj bodo vprašanja za 10.10. Predvsem pa spuščajte in na to se osredotočite na odnose. V letošnjem letu bo definitivno poudarek na odnosih, sodelovanjih, zavezništvih. Seštevek tega datuma je namreč 2. Se pravi, kakšni odnosi so tisti, ki tvorijo vaše življenje? Kako bi vi ocenili partnerstva, katerih del ste bili in ste? Kakšen partner ste vi? Kakšnega partnerja potrebujete in ali to imate? Samski ali vezani? Dobra novica za samske, oktober je pa ful dober mesec za spoznavati nove ljudi. 12. pa 21. Torej, kaj pravzaprav tvori vaše življenje? Kakšne niti tvorite, tkete in kako jih negujete z drugimi ljudmi, z naravo, s svetom, s svojo preteklostjo? Ji zamerite, ste jezni, se zdi, da ste bili zelo prikrajšani v življenju, da se vam je godila krivica in kar nekako to ponavljate in s tem manifestirate. Torej, 10.10. je izjemno močan dan manifestacije, kjer odpira vrata prihodnosti. S kom si želite stopiti skozi ta portal in kakšen naj bi ta odnos bil? Kakšna prijateljstva, poslovna sodelovanja, sosedske odnose, odnose med sodelavci, ljudmi, katere srečujemo na cesti. Na cesti se pa res vidi, kdo ima velik ego, a ne? Torej, kakšne odnose si želite? In prvi korak je, da vi resonirate v tej energiji. Prvi korak je, da sebe potopite točno v te vibracije. Torej, 10.10. naj bo poudarek na odnosih, zato takrat planirajte pomembne pogovore, absolutno tudi iskren pogovor s seboj. Absolutno tudi čas, v katerem se boste usedli, pa boste rekli, ok, Francel, Lojska, kako si? Kaj je tisto, česar si sicer v tem naglem tempu ali pa zaradi takšnega in drugačnega razloga ne priznamo? Kaj je tisto, kar si ne povemo, kaj je tisto, kar zatiramo v sebi? Kajti 10.10. ne bo prijeten za tiste, ki ne delajo na sebi. Ne bo prijeten za tiste, ki si zatiskajo oči pred resnico. Ne bo prijeten za tiste, ki zatirajo čustva, hrepenenja, sebe, svoje poslanstvo. Ne bo, ker jih bo želel opomniti, da življenje je resnično fenomenalna pot priložnosti, če znamo prepoznati možnosti, ki nam jih prinaša. Zelo, dragi moji, sklepajte zavezništva, razmislite, kdo vam lahko pomaga, pomislite, komu lahko pomagate vi, kako ste vi lahko doprinos vašim prijateljstvom, partnerstvom, poslovnim sodelovanjem, ljudem na cesti, svetu, naravi. Glejte tole vreme,
kako smo lahko vsi mi večji zavezniki naravi, kajti če nam je to všeč priznati ali ne. Zemlja bi izgledala zelo drugače, če človeka na njej ne bi bilo, na tak način, kot živimo sedaj. Ustvarjajte harmonijo v svojem življenju. Seštevek 2 simbolizira srednjo pot. Se pravi, katere so tiste situacije, odnosi, neka križanja in razpotja v vašem življenju, kjer se ne znate odločiti ali levo ali desno. Kaj pa, če bi šli samo naprej? Kaj pa, če ni bistvo levo, desno? Kaj, če ni bistvo noč pa dan, belo pa črno, ampak je bistvo napredek? Kako gremo lahko naprej? Ker v tolikih stvareh, drage moje, poglejte malo novice, gremo nazaj. Kako lahko kolektivno vsak pri sebi je tista sprememba v svetu, ki si jo želi videti, kako lahko vsak pri sebi gre naprej. Število 2 simbolizira povezanost, odpira portal prihodnosti. Okrepite svojo povezanost s svojim višjim jazom, svojo duhovno zavestjo, svojo duhovno povezanost z drugimi biti na tem planetu. Ne glede na to, kakšen je vaš pogled na duhovnost, kakšne vere ste, kakšna prepričanja nosite v sebi. Vsi vemo, da nekaj več v tem življenju obstaja. Karkoli za vas je ta nekaj več. Negujte to. Negujte to povezanost s svetom kot celoto, s tistimi višjimi sferami, za katere vsi vemo, da obstajajo. Se pravi, negujte sebe, negujte svoj pogovor z vodniki, svojo intuicijo, sami s seboj pravzaprav, svojo dušo, z vašimi predniki, z vašimi nasledniki, z zemljo, ki jo puščamo za seboj. Se pravi, ne glede na to, ali otroke imate ali ne, kakšna je zemljica, ki jo puščamo za seboj. Kaj, če bi se pogovorili z zemljico? Kaj, če bi se pogovorili z vami, ampak z vami kot starčkom? Zamislite si, kaj bi vi sami sebi povedali, ko boste stari 110 let. Kaj boste obžalovali? Zakaj bi si rekli, ti trot, si imel priložnost, pa je nisi izkoristil? Iskren pogovor sam s seboj, z našim višjim jazom, z našo intuicijo, včasih tisto, kar nam najbolj pomaga. In na globalni ravni je to čudovit dan, da se spomnimo, kako zelo pomembna je demokracija, ne dominanca. Saj več ne vem, koliko držav na tem svetu nima ljudi, ki protestirajo na cesti. Ne vem, če sploh kje so zadovoljni s svojo vlado in živijo v obilju. Resnično smo v turbulentnih časih. Dajmo biti tista sprememba, ki si jo želimo videti v svetu, in pejmo v zavest demokracije nazaj. Zaslužni lastništvo pravijo, da ko je globalna zavest dozorela tako zelo močno, da ni bilo več sprejemljivo imeti sužnje in z njimi ravnati tako zelo grobo, agresivno, izkoriščevalsko, kot je temu bilo, da je takrat prišlo do spremembe. Če govorimo, da je število 9, ki vibrira na vse nas v letošnjem letu, število transformacije, zdravljenja, nekih višjih nivojev, ne glede na to, ali smo deležni stvari, ki se dogajajo v Ameriki, stvari, ki se dogajajo drugod okrog. Veste, kako zelo imam rada moj Ekvador, veste, da bi se rada preselila tja. Znova so tanki na cesti, vojska strelja na ljudi. Globalen svet nekako je žarišče. Vsak izmed nas pa je zelo pomemben del tega sveta, če se tega zaveda ali ne. Torej, dragi moji, dragoceni ste. Brez vas svet ne bi bil enak. Dajmo se tega zavedati in dajmo na 10.10. globalno pošiljati mir, poštenost, pravičnost. Tudi če pošiljamo samo ljubezen, tudi če si zaželimo samo enkrat tekom dneva, naj se stvari odvijajo za najvišje božansko dobro vseh. Pa pomislite, kakšna energija bi se ustvarila, če bi vsi na svetu 10.10. dejali, pošiljam ljubezen v svet. Objemam svet z vso svojo ljubeznijo. Kaj šele, če bi si vzeli malo več časa. Tako da jaz vas seveda spodbujam, da si vzamete malo več časa. Predvsem tudi zato, da naredite prvi korak, da se odločite, se pravi, da se ločite od ostalih možnosti.
Število 10 je posebno število, torej, dragi moji, napišite 10 najbolj neverjetnih, norih, odpičenih ciljev, takih ciljev, kot ste jih pisali ali bi jih napisali, če bi bili znova stari 2-3 leta. Takrat, ko smo še verjeli, da je svet lep, ko smo še verjeli, da je življenje lepo in ko smo še verjeli v sebe pravzaprav. Napišite si 10 ciljev in potem pri vsakem cilju napišite prvi korak. Jaz vam želim, da tale 10.10. odpre vrata v najlepšo, najbolj fenomenalno, najbolj neverjetno prihodnost, možno za vas. Mogoče se niti sami ne zavedate, kako zelo nora dobra bi lahko bila. Tako da mogoče pa rečete pri eni želji: vesolje, Bog, življenje, stvarstvo, angeli, presenetite me z nečim najbolj fenomenalno možnim. Kajti veste, zanimiv mi je rek, ki se ga verjetno ne zavedamo dovolj, da to, kar je za nas kot človeka včasih zahtevno in veliko, za Boga, vesolje, kreacijo, pa je to puf. Če primerjamo stvarstvo in vse izume tega sveta, zgodovine, zakaj bi bilo nekaj, česar ste si vi zaželeli, tako zelo nemogoče?